Kar nekaj paničnih mailov smo že dobili v uredništvo z vprašanjem, kaj dela Peugeot in zakaj imajo njihovi največji avtomobili samo 1,2 litrski motor. No, maili niso bili ravno panični, malo pretiravan, da je občutek drame bolj poudarjen. In tudi nihče se ne sprašuje, v bistvu, če so pri Peugeotu nori, tudi to sem si izmislil. Nas pa res pogosto sprašujete, če je takšen motor dovolj zmogljiv za recimo 3008. In zato imam ob sebi še večji 5008, da ne bom s 3008 naredil prispevka, potem boste pa naslednji teden spraševali, kako je pa pri 5008. Ampak najprej si je treba zamisliti, kakšne sorte test moram sploh narediti, da boste skeptiki pomirjeni. Kaj so tiste stvari, zaradi katerih boste na koncu rekli, pa ja, se ta motor je v bistvu več kot dovolj dober. Oziroma boste mogoče rekli, ne, to pa ni okej. Za mene. Tri stvari se meni zdijo pomembne. Prvo je pospešek, pa sploh ne merjeno v sekundah in to z mesta do 100, ker je v bistvu ta podatek povsem nepomemben. Recimo od 10 do 50 na uro, pa od 50 do 90 in to kar po občutku, ki bo v bistvu takoj pokazal, če je avto len in motor zaspan ali pač ne. Druga pomembna stvar se mi zdi vožnja po avtocesti. Tam se bo ta velik družinski avtomobil nahajal kar pogosto. Včasih smo se pri avtih spraševali, a zmorejo iti v vrhniški klanc 130 na uro. Da ta zmore, to že vem, bolj me po občutku zanima, a se ob tem muči ali ne. Pa tretja stvar, poraba. Premajhni motorji v velikih avtomobilih ponavadi porabijo več, ker se večino časa mučijo. Če bo tukaj poraba ostala na normalnem nivoju, recimo na dobrih 7 litrih, glede na to, da je avto res velik, pa ga poganja bencinski motor, je to v bistvu super. In še en dokaz, da je motor več kot dovolj zmogljiv. In zdaj po tem dolgem uvodu v bistvu vse skupaj zanima res tudi mene. Gremo. Za vse, ki se spominjate, da je vaš avto imel že pred 20 leti 1,8 litrski motor, no zdaj so pa prostornine manjše, dve pomembni postavki. Ta motor je turbo, torej mu turbina pomaga, da ponuja več moči in več navora, hkrati je pa tudi hibrid. Pri Peugeotu mu občasno rečejo blagi hibrid, pa drugič kar pravi hibrid, no resnica je v bistvu nekje vmes. Blagi hibrid je zato, ker ima 48-voltno omrežje, kar pravi hibrid pa zato, ker ima elektromotor 21 kW moči. In takole po mestu polovico časa brez težav vozim samo na elektriko. Resno, povsem enostavno in to čeprav je baterija majhna in ima samo okrog 0,9 kWh. In tukaj vam takoj povem tudi, da je med semaforji več kot dovolj prožen, elektromotor namreč pomaga točno tam, kjer bencinskemu malo zmanjka, recimo, ko vrtljaji še niso dovolj visoko. Zato nimam čisto nobenih pomislekov, da pogon ni dovolj zmogljiv za toliko velik avtomobil. Enako velja tudi na podeželju, sploh ne rabim komplicirati. Torej, takšno pospeševanje od 50 do 90 na uro niso čisto nobena težava, 5008 ni zamorjen ali pa anemičen, čisto fajn pospešuje in je zato prijeten. Lahko se pa lotim drugega pomisleka, ki ga imate nekateri, in sicer vzdržljivosti motorja, še zlasti, ker je bilo v preteklosti z motorji 1,2 kar nekaj težav. Bojda jih zdaj ne bo več, ker so spremenili veliko stvari. Pravijo, da je drugačnih kar 65% vseh delov, predvsem pa zdaj ni več jermena, ampak je namesto njega veriga, kar pomeni, da se gumijasti delčki ob obrabi ne bodo več nabirali v olju in v bistvu blokirali pretoka, zaradi česar je bilo tudi veliko težav. Mene pa zdaj čakajo v bistvu samo še vrhniški klanec. Ne pozabiti, da so v teh časih zaradi varnosti in kopice asistenčnih sistemov vsi avtomobili malo bajsasti in nobeden ni posebej lahek. Zato te zajetne dimenzije Peugeota 5008 dajejo slutiti, da tehta kot slon, pa ima s tem motorjem v bistvu še vedno zglednih 1780 kg. In tudi to je eden od razlogov, da je motor vedno prožen, celo sedaj, ko mora s sabo prevažati moj težek karakter. Seveda znajo v Sošoju narediti tudi 3-litrski stroj s 500 konji, ampak danes je v bistvu bolj pomembno, da zna avtomobil zadostiti vsem ekobirokratskim alinejam, zato so potrebni kompromisi in po našem mnenju so takšni hibridi v bistvu najboljša rešitev. Dokaz, evo, v vrhniški klanec se peljem brez kakršnih koli težav, šibava 130 na uro. Seveda bi lahko imel še malo več moči, ampak to itak ni avto za divjanje, zato je takšna konjenica dovolj. Nikakor pa ne premalo. Zaključujem pa na hitro, da mi dež ne pokvari frizure. Jaz sem danes svojo več kot 100 km dolgo pot zaključil s porabo 6,4 litra, kar pomeni, da je 5008 tudi ta preizkus opravil z odliko. In smo vsi lahko pomirjeni, a ne?
Huh.